Kakšna je vaša poslanica ob 8. marcu? Pripravili ste sjajno prireditev v avli mestne občine Kranj, torej čutite ženskami? Ja, gledajte, prvo bi jaz vsem ženskam ta njihov praznik čestitev. Drugo, mislim, da zgodba, tudi ti si Angela, tako lepo teče, da je prav lepo bilo, da smo ta dan lahko združili z eno dobrodelno stvarjo in s praznikom vseh dam na tem svetu. Kdaj le imate čas slikati? Časa za slikati je vedno dosta. Kadar sem doma, včasih prebijem tudi 16 pa več ur pri platnu, dan za dnevom. Tako da nastaja in nastaja in nastaja. Zdaj, ko že govoriva, konec leta bo številka 3, tudi ti si Angela. Tako da se ta zgodba nadaljuje, se ne ustavi pri drugi knjigi, ki jo danes tukaj predstavljamo. Na splošno ste znani kot tak humanitarec. Jaz mislim, da humanitarci, jaz sem samo del te zgodbe. Tle, če se pogledate po dvorani, vsak, ki bo 10 evrov prispeval za otroke s posebnim potrebam, za kere jaz zbiram ta denar, je isto humanitaren, kakor pa jaz. V tej zgodbi smo vsi isto vreden. Nisem jaz nekaj posebenega, nekaj več. Vendar ste pripravljeni nekaj narediti tudi za lokalno skupnost, kar marsikdo mogoče ni. Ja, glejte, mogoče ni, mogoče pa nima možnosti. Jaz preprosto se zaradi tega počutim dobro. Jaz mislim, če že slikam, če sem pač pred 16 leti začel slikati, ker ni bil najlepši let, imam občutek, da sem dolžen, da nekaj s temi slikami vrnem, nekaj lepega, nekaj dobrega, da naredim. Se pravi, jaz verjamem do tega še veliko več. Tudi samo knjigico, če bo vse prav, v mesecu juniju, juliju predstavimo v Torontu na zboru rotarijancev z celega sveta, in če me oni podprejo v tej zgodbi, je mogoče meja, samo še ne bo. Kakšne slike trenutno nastajajo? Lepe. Vedno so lepe. Glejte, moje slike vse prihajajo iz srca. Jaz glave pa vsemu temu, kar vidite, ne rabam, niti jo ne uporabljam. Srček dela z roko, kar hoče. In jaz niti sam ne vem, da ko se spravim k platnu, kaj bo na tem platnu nastalo, zakaj so te barve, ki jih vidite, ene so take, se pravi zelo barvito vse skupaj. In ko je platen enkrat poln, takrat jo začnem gledati in večkrat sem že povedal, da je slika končana takrat, ko mi začne nekaj govoriti. Zdaj, meni govori mojo zgodbo, vam o vašo zgodbo, vsak mu bo eno svojo zgodbo povedala. Ja, navezali ste tudi določene kontakte z določenimi glasbeniki, vse se vrti v nekem krogu ljubezni, angelstva. Ja, zelo lepo ste to povedala. Pač na nek način probam priti do določenih ljudi, ki mislim, da bi v tej zgodbi bili zelo fajn, če so zraven, tako kot danes, ko bo Stane Vidmar tukaj mal zapel. Jaz mislim, da Stanko je zelo prav, da je z mano tukaj v Kranju, tudi on je Kranjčan, poznava se, jaz ne vem svojih, jaz ga poznam od 15 leta, ki je tamle v Delavskem domu imel svoje koncerte, pa zdaj se čisto ne spomnim, ko je bil en ansambel, ampak on je tudi en tak možakar, ne vem, ljudje ga imajo rad. In mislim, da je prav, da skupaj se predstavlja tukaj in da bodo ljudje zelo veseli, ko ga bojo slišali.